Dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes je za Novo Slovenijo vsekakor praznični dan. Veselimo se, da je danes z nami in da bo skupaj z nami tudi praznoval to lepo obletnico predsednik EPP-ja, naš prijatelj Donald Tusk. Hvala lepa za vašo udeležbo. Se veste, da Nova Slovenija že 20 let zagotavlja stabilnost, varnost in predvidljivost v Republiki Sloveniji. Po vseh teh letih smo se vedno trudili, delali dobro, verjeli v dobro, zato da so naši državljani lahko boljše in lepše živeli. Tudi plačali velikokrat visoko ceno, ampak vendarle za nas je na prvem mestu domovina in potem šele vse ostale zadeve. Mi Sredino razumemo kot politično stranko, ki je sposobna v dobro domovine povezati tako leve in desne. Mi verjamemo v dialog, mi verjamemo v to, da je le s pogovorom možno odpraviti razlike, doseči premike in tako zagotoviti Sloveniji napredek in lepšo prihodnost. Tudi v tej vladi, v kateri sodeluje Nova Slovenija, predstavljamo vir stabilnosti. Tudi zaradi Nove Slovenije je ta vlada bolj stabilna. Seveda pa ne razumemo kot edino naše področje delovanja zgolj Slovenijo, ampak je Slovenija močno vpeta tudi v evropski prostor, tesno sodelujemo z našimi prijatelji v Bruslju, z Evropsko ljudsko stranko in tudi tukaj so naša stališča jasna in želimo tudi tokrat sporočiti, da verjamemo v Evropo, ki so jo ustanovili naši ustanovni očetje, v vrednote, ki so to Evropo ves čas držale pri življenju in jo delale močno. Vsekakor pa je tudi zdaj Evropa pomembno prelomnico in tukaj bo Evropa preživela in bo močna, če bo ostala enotna. In zato v Novi Sloveniji zagovarjamo, da more centralna oziroma zahodna Evropa slišati tudi nekatere kritike, ki prihajajo z vzhoda, hkrati pa more tudi vzhodna Evropa spoštovati temeljne vrednote, ki so bile vzpostavljene in z katerih je zrasla Evropska unija. Tako da danes je praznik, danes se veselimo. Predsednik Donald, beseda je vaša. Dober den. Zelo sem vesel, da se lahko zopet tu w prilepi Ljubljani srečam z moimi slovenskimi prijatelji. Še vedno se spominjam swojego prvego uradnego obiska tukaj, leta 2008. Veliko se je spremenilo od tistego dne. Matej Tonin je byl takrat zelo mlad in obetaven občiński svetnik v Kamniku. Ja pa malce starejší a tudi obetaven predsednik polskiej vlády. Jedna stvar ostaja istá. Prav kot takrat je tudi danes na vrhu slovenske vlády Janez Janša. Slovenija je prisotna v mojem vsakdanniku, panele zaradi mojego tesnego sodelowania z partneri in prijatelji iz treh strank, ki so del Evropske ljudske stranke, se pravi Nove Slovenije, SDS in SLS. Tudi jaz sem, kot Matej Tonin, zagret atlet in športni navijač, oboževalec košarke, kolesarskich dirk in smučarskich skoków. Občudujem Lukom Doncicia, ki bo po mojemu mnenju kmalu postal najboljši košarkarz na svetu. Res smola, da so Dallas Mavericksi spadli iz končnice. Prav tako nawijam za Primoža Roglicza na Tour de France. Verjetno je, da je njegov glavni nasprotnik, ki se poteguje za zmago, prav tako Slovenec.
Tadej Pogačar. Lahko ste ponosni. Sprašujem se, za kogo navijaš ti? Matej? Za Rogliča in Pogačarja. Okay. In vedno eden zmaga. No. Glede na število prebivalstva ste globalna športna velesila. Spoznal sem Andreja Urlepa, ko je bil trener košarskega tima na Polskiem. Nekoč so ga vprašali, kako vam to uspe. Odgovoril je, da je Slovenija premajhna, da bi si lahko privoščila izgubljati talente. Priznati moram, da tudi v politiki ne izgubljate talentov in dokaz za to stoji poleg mene. Ravno tako ne izgubljate časa in priložnosti. Odkar pomnem in zagotovo od leta 1989 ste bili korak pred drugimi. Cela srednja in wschodnia Europa was je želela posnemati. Bili ste wzor mnogim. Hitro ste pokazali, da integracija stare in nove Evrope ni le politična fantazija, ampak cilj, ki ga je mogoče doseči. Danes lahko iz srca čestitam Sloveniji, kako gre skozi te čase, težke čase za ves svet. Seveda bom najprej čestital Mateju Toninu in njegovi stranki. Danes sem tukaj z vami ob prelepi 20. obletnici Nove Slovenije. Odkrito rečeno, niste le upanje za veliko Slovencev, ampak tudi upanje za celotno evropsko-krščansko demokracijo. Dokazali ste, da je sicer ne tako enostavna sinteza med tradicijo, modernim in svobodo, dejansko možna. Da lahko nekdo varuje svoje vrednote in ne napada drugih, da je ideal odprte in tolerantne družbe v skladu z učinkovitim upravljanjem. Dokazali ste, da se lahko sledi odločni politiki in spoštuje pravila demokracije, pluralizma in vladavine prava. S tem, ko ste se spoprijeli s pandemijo bolje kot veliko drugih vlad, ste dokazali Evropi, da so demokrati lahko bolj učinkoviti kot autokrati tudi v času hude krize in da ni potrebno omejevati svoboščin in pravic, da bi zagotovili varnost svojim državljanom. Evropska unija je po začetnemu šoku potrebovala nekaj časa, da je se energično odzvala v boju proti virusu in za zaščito držav članic pred ekonomskimi posledicami pandemije. Danes lahko z gotovostjo rečemo, da nikjer drugod po svetu ni bilo namenjenih toliko nepovratnih sredstev in posojil za reševanje gospodarstva, podjetij in delovnih mest. Kar je bilo potrebno in bo tudi v bodoče, je uskladiti nasprotujoče si interese in različne potrebe, da se je ozdravilo delitve med severom in jugom, med vzhodom in zahodom. Čez eno leto bo Slovenija predsedovala svetu EU in bo delala na tem in prepričan sem, da ni nihče bolj primeren za to vlogo, kot ste vi. Skupaj moramo tudi skrbeti za enotnost Evropske unije, ko pride do zelo resnih mednarodnih izzivov. Kot večkrat pravi Matej Tonin, vsi smo drugačni, toda ni potrebe, da smo razdeljeni. Slovenija in osebno Matej kot vodja koalicijske stranke, predsednik vlade in minister za obrambo, sta aktivna na področju varnosti v regiji in celotne Evrope. Dogodki v Bielorusiji, nenehna agresivna politika Moskve vis-a-vis njenih sosed, predvsem Ukrajine, prowokacije Turčije proti Grčiji in Cipru in vedno slabše ozračje v odnosih med Kitajsko in Zahodom
Vse to kaže na to, kako pomembni sta danes evropska solidarnost in zavezanost našim temeljnim vrednotom. Pred Slovenijo in pred nami vsemi so časi preizkusov. Vesel, da bo krmilo Slovenije in Evrope v rokah takšnih ljudi, kot so moji današnji gostitelji. Thank you. Hvala lepa. President, that was a great surprise that you speak in It's not my first Slovenian. time. Okay, great. Pronunciation was perfect. Could be better. Zdaj smo na razpolago za vprašanje.